smo edini 100% ekološki hotel v Sloveniji. Lahko bi rekel, tudi ena izmed redkih 100% ekoloških hiš v Sloveniji. Pri nas je vse ekološko, od toaletnega papirja, kozmetike, hrane. Čistil. Ja, pijača. Ja, nismo moderna hiša, nismo fancy hiša, smo skromni, želimo biti taki, kot je Kras bil nekoč in še vedno je lahko skromen, ampak lep. Slovenija je razglašena za gastrodestinacijo, ampak nažalost zaenkrat še nihče ne govori o ekološki pridelani hrani, ki konča v kuhinji oziroma na krožniku. In midva sva kljub temu, da dosti ljudi nam je rekel, da to je nemogoče, da ne more uspeti, vseh teh letih združila te naše okoliške kmete. Najina filozofija je v prvi vrsti zdrava hrana. In zdrava hrana je dobra hrana. Zdrava hrana je homogena hrana, ima v bistvu bogate okuse. Ja, samo zdrava hrana ne more biti samo zdravo pripravljena, ampak mora biti iz korenin zdrava. To pomeni, da je že seme ekološko, da iz kjer izvira, da je tista kvaliteta. Ne? In pol tudi naši gosti rečejo, da imamo zelo dobro kuhno, ampak pri nas, ko se staviš sestavine skupaj, ne more zrešiti, ker je vse kvalitetno, vse dobro, vse ima tiste prvinske surovine, esence, ne da so krožniki samo lepi, ja, morajo biti, to je zelo pomembno, ker jemo z očmi, ampak da je tista primarna bit 100% in da je divja, da izvira iz mati narave. Na kak način izbirate ponudnike za svojo hrano? V bistvu jih nisva izbirala. Smo se dobili na eni frekvenci skupaj, ne veva na kak način, so kar prišli. In zdaj smo izoblikovali en tak krog ljudi, ki niso več samo partnerji ekološki, ampak so tudi naši prijatelji. Vsi imajo za sabo težke zgodbe, ali so bile tu bolezni, ali so bile kakšne težke zadeve v družinah. In potem so se odločili za ekološko kmetijstvo, ker je manjše, ker je bolj bliže naravi in s tem so tudi lažje oni prebrodili svoje težave. Ponudba je sezonska, to pomeni, da sledimo smernicam, kaj mati narava da. Če fih ni, jih pač ni. Letos je bila sezona češenj in smo vse naredili, da smo si tudi zalogo češenj naredili. Smo jih vložili, smo jih dali v žganje, smo jih nekaj zamrznili. In se vnaprej pripraviš. Ekološka kuhna je bolj planirana, ne? Včasih moraš pa eksperimentirati, ker če si ti zamisliš, da bo skuhal župo iz bučk in bučk tisti dan ne pripeljejo, boš naredil župo iz malancanov. In noben ne bo zganjal tragedije, ker ni točno tistega, kar je bilo na meniju. Mi menija nimamo, ker ga preprosto ekološka kuhinja menija ne prenese, ker moraš res slediti temu, kaj ti dobavijo, kaj oni imajo na zalogi. Mi zdaj si želimo, da bi imeli za zajtrk melone, ampak letos zaradi mraza jih pač ni. In imamo drugo sadje, ki je uspevalo. In tudi gostje, vsaj naši gostje ne pričakujejo tule menija, da si bi lahko zbirali ne vem koliko stvari. Ja, poskrbimo za njih, če ima človek probleme z glutenom, z laktozo, je vegan, vegetarijanc, tule ne delamo problemov. Ampak da si bi pa zaželel ribe, jih ne bo dobro. Škampe jih ne bo. Menija preprosto ni. Ja, pohanih stvari v olju ni. Ja. In na to so že pripravljeni, ko pridejo in nihče ne dela iz tega problema. Na prvem mestu absolutno je, tako kot sem rekel, zdrava hrana. Druga stvar je, za katero se midva boriva na Krasu in kar bi veljalo za celo Slovenijo, je to, da ne prenese masovnega turizma. In tudi ni potrebno. Ne, da bi kogarkoli hotel izločiti iz tega, da si ne bi privoščil, ampak ljudi, ki so ozaveščeni in ki želijo od svojega dopusta, od svojega prostega časa, ki si ga zaslužijo nekaj več. Ampak tisto nekaj več je mir, čisto okolje, čist zrak, zdrava hrana, prijazni odnosi. Jaz vedno rečem, ko pride kak gost, ki išče zabavo. Nismo bordel, nismo avtobusna postaja, ampak smo hiša miru.
In pri nas tudi gosti ob 9 zvečer grejo spat. Veliko ljudem se to čudno sliši, ampak v tem svetu hektike je to en velik luksus, da nekam priješ, da si kot eni v dolbinci, kjer se lahko spočiješ, kjer se lahko naspiš. In ne bova pustila, sva preveč trmasta, da bi karkoli vplivalo na naju. Zdaj sva že prehodila tako dolgo pot, da ja, za marskoga sva čudna, sva sitna, sva zoprna, ampak to je najina pot in edina izbira, tako da ekološko in ne odstopava. V tej smeri želiva nadaljevati in Slovenija si zasluži, da bi nas bilo vedno več. Tudi govorijo, da je ekološko drago, to ni res. Zato, ker ti, ko dobiš v kuhno ekološko pridelano bučko, boš krepko razmislil, kako jo boš porabil. Nikoli je ne rabiš olupiti, že tle nimaš kala. Iz nje boš naredil maksimalno, tako da na koncu imaš tako malo teh odpadkov in ko ti skalkuliraš, jaz mislim, da vidiš, da je ceneje ekološka bučka kot konvencionalna. Konvencionalna bučka je polna vode, blazno se skrči in ti moraš pol v juho dodajati moko, zato da dobiš to gostoto. Pri nas je bučka skuhana dovolj, ne rabiš nič drugega. Tako da ekološka hrana ni draga in ni samo za butične in presrane ljudi. Ekološko te vrne v preteklost. Se spomniš, kako so tvoje pranone obdelovale zemljo, kako so znale uporabljati zelišča, kako so znale z enim takim finim občutkom delati mehne stvari. Stvari, ki so še zdaj ostale. Mehne in trajne. Mehne in trajne. In Miran hodi dosti na Bolšjake in eno noč je priplavala mi ideja, koliko je starega lana, ki je še vedno kvaliteten, pa je bil že 1000-krat opran, ampak je še vedno isti, ko je bil 150 let nazaj. Koliko je čipk starih. In se reka, daj Miran, kupite stvari in bomo s Tjašo, kot Tjaša Šivilja, po zimi je več časa, bova začele delati na eni taki mehni kolekciji. In spet prvi vtis ljudi, ne, to ne bo šlo, to je brez veze, to se ne splača, ampak mi smo kumravle in verjamemo, da se majhno splača. In zdaj je že v enem takemu procesu, ki drugo leto bo šlo počasi na trg, ampak je še razvoj, želiva narediti mehno in kvalitetno, tako kot je naša hiša. Nekateri si predstavljajo, da je firma vredna to, kolikor so vredni zidovi, pa pisarne, pa tako naprej. Ne. Vsaka firma je vredna to, kolikor so pripadni uslužbenci, ljudje, ki delajo v firmi. Isto je pri nama. Najne hiše ne bi bilo, če ne bi bilo Svetih Danijelc. Ja, če ne bi bilo prvič vseh, ki nam pomagajo v hiši in naših dobaviteljev. Tako da se bi zelo rada zahvalila vsem. Najlepša hvala. Evo, za vso podporo, ki jo nama dajete in pomagate graditi našo zgodbo.